Zdravo, tukaj je Valentin. Danes bom govoril o zablodah krščanskega eksorcista. Nek moj prijatelj me je namreč povabil, da si pogledam enourni posnetek predavanja enega izmed uradnih eksorcistov krščanske oziroma rimokatoliške cerkve v Sloveniji. Ja, cerkev ima torej poleg duhovnikov tudi eksorciste oziroma izganjalce, osebe, ki izganjajo hudiča iz ljudi. In predavanje je bilo zelo zanimivo. Z marsičem, kar je bilo povedanega, se strinjam, z nekaterimi stvarmi pa tudi ne. Zato bom pojasnil, kje vidim, da se je ta eksorcist motil, kajti kot pravijo, hudič tiči v podrobnostih. Povedano je bilo, da so prva 3 leta otroškega življenja, takoj po rojstvu, najbolj občutljiva. In kako se otroka lahko takrat zelo globoko lahko rani, poškoduje. Recimo, če se prehitro otroka da v jasli in se počuti potem zapuščenega. In posledično ima skozi celo življenje od te zgodnje travme občutek zapuščenosti. In da bi zapolnil to praznino, potem človek sega po raznih navideznih rešitvah, se potem zapade v razne odvisnosti, v alkohol, v droge in tako naprej. Skratka, s tem se strinjam. Potem se strinjam s tem, da če človek vidi neko svojo zmoto in da če ne pride do popravka, da potem ne more priti do spremembe vedenjskih vzorcev. Ali kot oni temu pravijo, če človek v sebi prepozna zlo, oziroma da je storil greh, in potem, če se pokesa, naj bi mu to bilo odpuščeno. Toda, če ne pride do pristnega kesanja in da človek ne pove, kako bo svoje obnašanje v prihodnosti spremenil, potem ta spoved, to kesanje nima nobenega učinka. Kar pa je tisto, s čimer se ne strinjam, pa je to, da je označil ta eksorcist za celotno alternativno medicino, ezoteriko in spiritizem, za te aktivnosti, skozi katere hudič skuša človeka in ga skuša spraviti na napačno pot, torej stran od Boga. In pa, da je tudi njihov sistem najboljši za to, da človek pride nazaj k Bogu, da je kot recimo na goro možno priti po raznih poteh, ampak njihova je najboljša, da je kot dobro označena planinska pot, po kateri zanesljivo vsak lahko pride do vrha. No, glede tega jaz seveda zelo dvomim. Dokaz je seveda v dejstvih.
če bi, tako kot oni pravijo, njihova vera bila najboljša in idealna, potem bi tudi imela že zdavnaj moč, da bi človeka peljala nazaj k Bogu. Tako pa, kot vidimo, že 2000 let po tem, ko je Jezus prinesel svoje sporočilo na ta svet, imamo še vedno huda pomanjkanja, neenakosti, vojne, lakote. Torej, vsekakor v krščanstvu, v njihovi Bibliji ni neka čudežna odrešitev, ki bi vse pripeljala nazaj k Bogu. In zakaj je to? Zato, ker je tudi pri njih ogromno zavajanja in zablod. Te stvari je raziskoval tudi gospod po imenu Bernard Pullman in tudi jaz osebno sem raziskal razne religije, razna sveta pisma. Nikjer nisem našel zadovoljivih odgovorov, dovolj čistih, jasnih pojasnil, kakšne stvari na tem svetu so in kako je možno natančno prepoznati kakršnokoli zlo. Šele ko sem naletel na pojasnila Bernarda Pullmana in na dodatne podporne knjige, videoposnetke, ki jih producira skupina mednarodna, ki jo je ustvaril z imenom Destiny oziroma Equal Life Foundation, šele takrat mi je postalo jasno, kakšne stvari so na tem svetu razdvajajoče, ki nas med sabo držijo v prepiru, v konfliktu in katere so tiste, ki nas med sabo združujejo ali, kot pravijo kristjani, nas peljejo nazaj k Bogu. Pomembno se je zavedati resnično globoke narave delovanja našega uma, naših misli in naših čustev, da lahko prevzamemo polno odgovornost za svoja dejanja in da se spremenimo. Ta eksorcist je sicer rekel, da najbolje je, da kupimo Biblijo in potem jo beremo in vztrajno podčrtujemo stvari in jo prebiramo toliko časa, da Biblija razpade, da ni več uporabna. In potem si nabavimo nov izvod Biblije in spet beremo in podčrtujemo. Češ, da bolj, ko bomo proučevali to vsebino, bolj bomo prišli do spoznanja, kaj je resnica. No, že to, da kar oni trdijo, torej krščanska cerkev, da je Jezus edina pot do odrešenja, je ena izmed iluzij in zablod. In tudi to, da lahko nekoga drugega prosimo za odpuščanje, oziroma da mora biti tukaj kvalificiran predstavnik krščanske cerkve zraven, da nas vodi po tej poti, da se odrešimo vseh grehov. Jezus je oseba, ki je simbol resnice in simbol enosti. Rimokatoliška cerkev pa ga uporablja kot njihovo ekskluzivno blagovno znamko, zato da prodajajo njihove storitve. In če pogledamo, Jezus dejansko je simbol za iskrenost, za povezovanje, za ljubezen, torej nesebično ljubezen, ki se izraža skozi praktična dejanja.
vendar pa ne rabimo uporabljati njegovega imena za to, da bi postali iskreni. Pravijo, da utelešenje Jezusa je sedaj v Evharistiji, torej v tem blagoslovljenem kruhu, ki ga tudi poješ iz roke duhovnika v cerkvi. In da brez tega ne more biti celostne poti k resničnem odrešenju. To jedenje posvečenega kruha dejansko pomaga, je neka vrsta sugestije oziroma avtosugestije, z katerimi si človek domišlja, da je pojedel Jezusa in da je sedaj Jezus v njem. Toda še vedno je to samo simbolno dejanje. Brez da bi človek dejansko prepoznal svoje škodljive miselne vzorce in jih spremenil, ne more biti nobene spremembe. Torej, če jemljemo Jezusa kot simbol za resnico, potem enostavno ne potrebujemo uporabljati Jezusa kot njegovo ime, kajti lahko enostavno uporabljamo resnico v vsakdanjem pogovornem jeziku. Lahko smo iskreni, lahko smo pošteni, lahko delamo drugim tisto, kar bi želeli, da drugi počnejo nam, če bi bili na njihovem mestu. Lahko zaustavljamo kakršnikoli konflikt, brez da bi pri tem uporabljali izrazoslovje, ki je tipično za rimokatoliško cerkev, vključno z imenom Jezusa. Cerkev torej želi ljudi predvsem manipulirati in prestrašiti za tem, da ponujajo edino ekskluzivno rešitev za to, da pridemo nazaj v enost, da se povežemo, da postanemo živa resnica. In seveda to dejansko, kar počnejo, ni res, je zabloda, ali lahko bi tudi rekel, da hudič govori skozi eksorciste in tudi skozi cerkev. Skozi vsakega človeka torej lahko govori hudič, tako skozi papeža, tako skozi duhovnika, tako skozi eksorcista, kot skozi običajnega človeka, ki ni del neke religije. In vsak od nas se lahko odreši teh razdvajajočih notranjih teženj in lahko se med sabo povežemo in delujemo v korist vseh živih bitij. Jaz tudi izvajam postopek notranje preobrazbe. Preizkusil sem že razne religije, razne metode in nič me ni zadovoljilo. Šele ko sem spoznal to mednarodno skupino Destiny, pa sem našel orodje, tečaje in podporno skupino, kjer ne najdem niti ene same zablode. Torej, če želite izboljšati same sebe in ste tudi vi prepoznali marsikaj, kar je razdvajajoče, kar je od hudiča v številnih religijah, potem vas vabim, da preizkusite tudi spletne tečaje mednarodne skupine Destiny, da delate na sebi preko pisanja dnevnikov in konkretne, praktične analize in preobrazbe lastnih miselnih in vedenjskih vzorcev, tako kot jaz to počnem že več kot 8 let. Več informacij o tem pa najdete v opisu tega videoposnetka. Hvala za posluh in nasvidenje.